Asinhronski elektromotor je ena ključnih komponent inženirskih sistemov današnjega časa. V tej video predstavitvi bomo spoznali osnove njegovega delovanja ter si ogledali primere uporabe in povedali, zakaj so tovrstni elektromotorji za današnje inženirje nepogrešljivi. Trifazni izmenični tok je danes uveljavljen in v celoti prevladujoč način prenosa in uporabe električne energije. Ker napetost in tok nihata okrog povprečne vrednosti, popišemo njuno časovno odvisnost s kotno funkcijo sinus. Časovno odvisnost napetosti in toka za posamezno fazo zapišemo na naslednji način. Omega je sinhrona kotna frekvenca toka in napetosti vsake posamezne faze. Omega je posledica vrtenja sinhronega generatorja v elektrarnah. Fi je fazni zamik med tokom in napetostjo. Napetosti vseh treh faz nihajo okrog povprečja, med seboj pa so faze zamaknjene za 120 stopinj. Povprečje imenujemo tudi ničelna napetost. Če bi na primer dodali na isti način še četrto fazo, bi le-ta bila zamaknjena za 3x120 stopinj in bi bila enaka kot prva faza. Zato je ne potrebujemo, 3 faze so dovolj in hkrati je 3 najmanjše možno število faz, ki omogoča vse funkcionalnosti trifaznega električnega toka. Vzemimo si čas in si oglejmo, kako teče električni tok od trifaznega generatorja na levi do trifaznega bremena na desni strani animacije. Za prenos trifaznega električnega toka so dovolj 3 vodniki. Točko, kjer so vse 3 faze povezane med seboj, imenujemo zvezdišče oziroma ničlišče. To je točka, v kateri je vsota vseh 3 faz vselej enaka nič, to pa pomeni, da je v vsakem trenutku enaka nič. Zvezdišče oziroma ničlišče najdemo na strani generatorja in na strani porabnika, to je bremena. V tem primeru je breme vezano na način, katerim opravimo vezava v zvezdo. Da je vsota napetosti vseh 3 faz enaka nič za vse čase, pa je razvidno tudi iz slike 1. Zato je tudi nevtralni vodnik skupen za vse 3 faze. Asinhronski elektromotor je sestavljen iz več delov, ki so sestavljeni v kompleksno celoto. Za razumevanje njegovega delovanja pa sta najpomembnejši komponenti mirujoči del, ki ga imenujemo stator, in vrteči del, katerega imenujemo rotor. Stator tvorijo 3 navitja oziroma tuljave. Predstavljene so kot pravokotniki zelene, rdeče in modre barve. Navitja priključimo na trifazno izmenično napetost, katere požene skozi tuljave izmenični električni tok. Izmenični električni tok v posamezni tuljavi statorja v svoji okolici povzroči nastanek magnetnega polja z gostoto magnetnega polja B. Ker so tuljave v statorju razporejene enakomerno po obodu in ker je vsaka tuljava priključena na drugo fazo, se ustvari v notranjosti statorja vrteče magnetno polje. Večji tok skozi tuljave in tuljave z gostejšimi navitji povzročijo nastanek močnejšega magnetnega polja, manjši tok in redkejša navitja pa nastanek šibkejšega magnetnega polja. V obeh primerih pa se magnetno polje vrti z isto, to je sinhrono frekvenco. Sinhrona frekvenca je frekvenca v omrežju, v Evropski uniji je to 50 Hz. Rotor asinhronskega trifaznega elektromotorja je izdelan kot sama vase zaprta, to je kratkostična kletka. Rotor elektromotorja se zvrti z manjšano vrtilno frekvenco. Ker se vrti z nižjo hitrostjo od sinhrone frekvence magnetnega polja, se na njem počasi spreminja magnetni pretok Φm, ki ga ustvarja vrteče magnetno polje v skladu z indukcijskim zakonom. Le-to na rotorju inducira napetost Ui. Odvod Φm po času v spodnji enačbi pomeni spremembo magnetnega polja Φm. To je vidno na sliki, silnice magnetnega polja prehitevajo rdeče točke, ki so palice kratkostične kletke. Zato se stališča kratkostične kletke magnetni pretok Φm preko njih počasi spreminja. Inducirana napetost po kratkostični kletki požene električni tok I. Lorencova sila. Sedaj je rotor v magnetnem polju z gostoto magnetnega polja B, po njem pa teče tok I. Zato v skladu z Lorencevim zakonom na rotor deluje sila F. Le-ta je usmerjena v obodni smeri in želi zavrteti rotor asinhronskega elektromotorja. Prijemlišče sile F je na ročici R in na rotorju se pojavi navor M. Ker se rotor vrti, je moč elektromotorja PEL enaka produktu momenta z vrtilno hitrostjo. Pomembna lastnost asinhronskega elektromotorja je njegovo stabilno delovanje. Bolj kot obremenimo motor, počasneje se vrti rotor glede na sinhrono frekvenco magnetnega polja statorja.
Zato se povečajo spremembe magnetnega pretoka čez palice kratkostične kletke, inducirana napetost, inducirani tok in Lorencova sila. Asinhronski elektromotor se zato na povečano obremenitev odzove tako, da proizvede večji navor in moč. Temu rečemo, da deluje stabilno karakteristiko. Trifazni asinhronski motorji se v industriji široko uporabljajo. So uporabni, poceni in zanesljivi. Zanesljivost je predvsem posledica tega, da v njem ni pokvarljivih mehanskih drsnikov, s katerimi bi električni tok prenesli na rotor. Možno je tudi, da trifazne asinhronske elektromotorje poženemo s frekvenčnim pretvornikom. Na ta način spremenimo frekvenco trifaznega električnega toka in frekvenco vrtenja trifaznega asinhronskega elektromotorja. Na fakulteti za strojništvo se pedagoško in raziskovalno ukvarjamo predvsem z bremeni, ki jih elektromotorji poganjajo. To so na primer stružnice, reskarji, ventilatorji, dvigala, žage, črpalke, mešala, kolesa in tako dalje. Le-ti morajo delovati dobro kot celota, skupaj kot pogonski in delovni stroj, zato jih obravnavamo sklopljeno. Ključni deli elektrarn so asinhronskim motorjem podobni stroji, generatorji, ki jih poganjajo vodni, plinski, parni in vetrni turbinski stroji. V svojem raziskovalnem delu želimo izboljšati izkoristke celotnih elektrarn, zato jih obravnavamo kot celoto in to za celotno obdobje življenjskega cikla. Prav tako se v našem laboratoriju ukvarjamo z načrtovanjem generatorjev hidrodinamske kavitacije, kjer kot pogon uporabljamo asinhronski elektromotor.